Dobro jutro. Kako vemo, kdaj je nekaj že primerno za otroka in kaj zanj pravzaprav ni primerno? Eno preprosto vprašanje se dostikrat pojavi, ali ni naš otrok to že zmore. Ko se pojavi vprašanje, je najbrž že čas, da začne s tem delati. Praviloma je treba pričeti, ko imamo občutek, da bi bilo dobro še par mesecev počakati, če govorimo o zelo majhnem otroku, a ne? Zato, ker se nam smili, ker ne bi še, potem pa kaj, če se mu kaj zgodi, a ne? Ampak na ta način otroku ves čas daješ sporočilo, premajhen si še, ne moreš, nisi zmožen, nisi sposoben. In sporočilo je napačno, ker če otroku damo stvari za početi, da jih dejansko in jih opravi, doživi nekaj, česar ne more nadomestiti noben drug program na svetu, to je osebno zadovoljstvo. In iz tega raste otrokova samopodoba. On se počuti vrednega, počuti se pomembnega. Torej, govorim o pravih delih, ne o navideznih, ne da mu daš maso, pa ne jo nareže. To je za otroka, on ve, da je to nesmiselno in nima nobenega pravega veselja. Treba mu dati, ne vem, banano, ko je še majčken, ko res težko še reže in on bi rezal. To mu daš. Kasneje druge stvari, ki so seveda bolj naporne in kjer se lahko tudi ureže. In se tudi bo, in je treba pač poviti gumijasto rokavico, en prstek čez tisto in delati naprej, da ugotovi, da ni invalid, ne. A veste, prva stopnja zdaj, hodi 3 dni takole okrog, zdaj sem se pa urezal. Daš mu in mu porineš nazaj nož v roke in dela. In če pride babica in vpraša, urezal si se, kaj pa zdaj delaš, ja režem. Koliko si ti hraber. Poleg tega, da dobi občutek, da je pomemben, ugotovi še, da je hraber. Teh prilik danes otroci nimajo veliko. Kaj se pa lahko naučijo skozi druge dejavnosti, ki jih imajo? Prej smo omenjali šport, pa ni samo to, in kar naenkrat se otroci danes lahko znajdejo v mnoštvu obveznosti in dejavnosti. Ogromno jih je. Možnosti je praktično res neskončno. Vprašanje je, kaj pričakujemo, da se bo, mislim, da se moramo starši vprašati, kaj pričakujemo, da se bo naučil, pa se večinoma ne. Vse te dejavnosti imajo program. In program je precej osredotočen na eno samo dogajanje, enovrstno spretnost pridobivajo. Gre bolj za učenje, ne gre pa tukaj za socialno učenje. Otroci nimajo časa postajati prijatelji, ker je trening. Nimajo časa. Zadnji trenutek ga starši pripeljejo in takoj, ko se je možno, ga odpeljejo stran. Vmes je pa program. Časa za druženje ni. Ti otroci znajo postati socialni invalidi, nimajo spretnosti, lahko so izjemno uspešni. Tako da ni nobena posebna redka kombinacija. Otrok je zelo dober športnik, zelo problematičen v razredu. Športne gimnazije in druge srednje šole, ki imajo športne programe, to zelo dobro poznajo. Ker nimajo socialnih spretnosti. Urili so se samo v eni stvari in v tistem so res dobri in na račun tega potem je pač šola jih tudi še naprej podpira. Te širine, človeške širine, nažalost, ti programi ne omogočajo. Zato je pomembno, da imajo otroci čas še za druge stvari. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošla so seveda tudi vaša konkretna vprašanja. Sodelujete lahko tako, da nas pokličete na spodaj izpisano številko 05 66 85 611. Kaj pa takrat, ko popustijo ta navdušenja začetna in ko odvržemo vso opremo, ki smo jo kupili tam nekam v kot in nas to več ne zanima? Ne grem več, ja. Kako reagirati? Najbolje je vedno delovati preventivno. To pomeni, da se dogovorimo za nek obvladljiv čas, ko bo otrok hodil. Večina klubov, mnogi, zdaj sem spremljal, recimo je bilo za hokej klub, za malčke je bilo, opremo dobite pri nas, jo ni treba kupiti. Zato, da se vidi, kdo bo, kdo ne bo. In otroci razumejo čas do teh in teh praznikov. Če bi šlo tudi za predšolskega otroka. Ali pa počitnic. Ja, tako. Če bi šlo za predšolskega otroka, ki ima starejšega brata, rečeš do takrat, ko ima Matej zimske počitnice, takrat, ko bomo šli smučati, morda, če grejo smučati, oziroma ko bomo doma delali to in to, do takrat hodiš. Potem se bomo pa pogovarjali, ali boš hodil še naprej. To je za otroka obvladljivo. In
zanj je veliko lažje potem sproti vsak dan dajati vse od sebe, ker ve, da se bo stvar končala, če mu ne bo všeč. Skratka, mora biti obojestranski dogovor. Mora biti v obe strani. In otrok rabi takrat, se veste, kako se odrasli odpravljamo na kakšno potovanje. Prijavimo se, vplačamo, ampak ko bi bilo treba začeti pakirati en dan prej, pa joj, pa ne bi, ne, takoj z otrokom. Nekako on bi hodil, ampak ko je treba iti, tisti hip pa ne bi šel. Takrat je pač treba malo starševske odgovornosti in reči, alo, gremo, pograbi to, pograbi uno, gremo. Nekdo se nam je pridružil. Dobro jutro. Dobro jutro, Barbara pri telefonu. Dobro jutro. Pa eno vprašanje za gospoda Juhanta, ki sem ga že dvakrat sicer poslušala. In sicer imamo 4-letnika, zdaj decembra je bil 4 leta star, drugače, priden je srečen otrok, vedno nasmejan in to, ampak ne zna odreagirati v stiski, oziroma če mu kdo nagaja, se ne zna postaviti zase in braniti, ampak začne jokati. S tem dobijo drugi še večje veselje in on je še bolj nesrečen potem. Če imate kakšen nasvet zame. Hvala lepa, bom preko televizije poslušala. Adijo. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja. Za takega otroka, tako majhnega otroka, pogovor ne pomaga. Otrok mora doživeti kakšno pomembno stvar. Nekaj, kar lahko svojim vrstnikom, svojim prijateljem tam tudi predstavi. Vse ga lahko s telefonom poslikamo, pa če damo narediti fizične fotografije, je to čisto nekaj drugega, ne? Da ne se na papirju, tole sem bil, pa je to lahko samo preprosto sosedov zajček. Zato, da otrok vidi, da doživlja stvari, ki jih pa nekateri drugi niso. On mora vedeti, da je na svoj način poseben. In torej tudi, da je vreden. Kako se pa postavi po konci, on rabi neko hrabro izkušnjo. Ena od metod je pomoč pri živalih. Poiščite nekoga, ki ima živali in bo fant z to živaljo se zbližal, delal. Prvič narašča pogum, torej mora biti prava oseba, prava žival, ne kar nekam, ne, poiskati. In skozi ta kratek program otrok doživi svojo lastno moč. In recimo, če otrok pelje psa, ki ima, takle otrok ima 15 kilogramov, recimo, ali pa 17, pelje psa, ki ima 40 kilogramov, ki je vajen tega, in ko se nazadnje pes še usede na njegovo komando in pokaže zobe in otrok kar debelo gleda, kaj se je zdaj zgodilo, in potem rečeš, le, in ti si ga peljal tega psa. Tako mrcino, ti si jo peljal, on tebe uboga, vidiš. To je vse, kar otrok rabi. Naslednjič, ko pride skupina in ga hoče nekdo pahniti, se postavi zase, ker on je hraber. Še nekomu dajemo možnost. Dobro jutro. Dobro jutro, se slišimo. Dobro jutro, še enkrat. Ste v živo? Očitno ne. Potem bomo pa nadaljevali. Kako se lahko ohrabrimo skozi te ostale aktivnosti? To je tudi morda eden od načinov. Ja, seveda. Gre za to, da v vseh teh aktivnostih, kjer so prisotni drugi otroci, je vendarle toliko enih interakcij, a ne? In otrok pride, če je tisti, ki vodi zadeve, pravi mojster, postavlja različne otroke na različna mesta. Ne začne takoj, samo poišče hierarhijo, reče, ta bo dober, ostale bomo pa stran, a ne? In pravzaprav to, da otrok doživlja svojo rast znotraj ene skupine, to on odnese s sabo v odraščanje, to odnese v svojo odraslost. Pomeni, ko začnem delati, ko se počutim potem bolje, postane tudi pomemben član družine, lahko so to grozne malenkosti, kot rečemo, ne? Ampak pomislite, kako se počuti otrok, ki zvečer gleda z starši sporočilo o tem, kako so čistili Slovenijo danes, recimo tista akcija, ne, enodnevna, in otrok je bil zraven in reče, jaz sem tudi bil, in ugotovi del kakšnega ogromnega truda je. In da je to čisto ta prava stvar in da se je bilo vredno skloniti za vsak tisti jogurtov lonček prazen ali karkoli je pač že našel. Nekam pripada.
Posebej za fante je to pomembno, pripadnost nekemu klubu, nekemu skupini. Tako. Še nekdo se nam je pridružil, poskusimo sedaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Te pa iz Krškega kličem. Kar povejte, kaj vas zanima? Veste, kaj me zanima? Jaz sem upokojena 64 stara in imam vnuka, ki je zdaj star 11 let, ne? Halo? Ja, slišimo, povejte. Ja, prav. In imam pa tudi ščerko pa sina in je mož bil strašen proti tem, da sem se jaz z njimi igrala take igre, da sem jih nekaj naučila, ne? In sem potem rekla, ko bom imela pa vnuka, bom pa z njim. In od malega sem ga jaz čuvala, jaz sem ga čisto vse naučila, take stvari, ko otrok more znati. Zvečer smo šla ven na balkon, pa sedela pa zvezdice štela. Potem sem ga naučila po drevesu pletati. Ampak vse tako umeje normalne. Ta otrok, mislim, ni stvari, da ga jaz nisem naučila. Gospa, imate vprašanje? Nič nimam vprašanje, sam tukaj bi rada povedala, kako se da z otrokom delati. Hvala lepa. Hvala lepa. Če se tu naveževa, ker morava že skleniti. Oglasila se je babica. Tako. Imamo starše, imamo več faktorjev v tej razširjeni družini, ki bi radi nekako vplivali na to, kaj bo otrok znal in kaj bo otrok postal. Kako vse to vključiti v pravo kombinacijo? Ja, torej starši imajo tisto osnovno poslanstvo. Oni morajo vzgajati, oni morajo postavljati meje, oni so tisti, ki peljejo generalno smer. Stari starši so pa tisti, ki bodo kdaj tudi razvajali. Njihova prednost je, da imajo čas, da jih lahko poslušajo. Njihova prednost je, da so lahko neko zavetišče, kamor se pridejo neodvisno posvetovati vnuki. Lahko se tudi malo potožijo čez svoje starše in bodo delovali kot neka vzmet, da to ne gre pretrdo. Ni treba, da jim dajejo prav. Zelo pogosto je dovolj, da samo poslušajo, a to se je zgodilo. A res. In otrok ve, posluša me, razmišlja, in če mu babica ali dedek postavi še kakšno dodatno vprašanje, ki ga napelje k razmišljanju, so naredili maksimalno, kar se da. Na tak način, kot je gospa rekla, je pa tudi krasno, seveda. Kdo od staršev si še vzame čas za kaj takega, da gresta na balkon in zvezde štet. Tako da sem prav hvaležen, da je gospa poklicala. Stari starši pa to opravijo. No, tako. Mi smo hvaležni vam za vse vaše odgovore in tudi misli. Še imamo veliko vprašanj, tako da vas bomo še povabili, pa bomo poskušali naslednjič na kakšno odgovoriti skupaj.